Zdaj, kot veste, je slinavka in parkljevka v zadnjem času res po zelo dolgem obdobju spet prišla in se pojavila v Evropi. In v Sloveniji smo imeli zadnji izbruh 1968, kar je res kar nekaj časa nazaj. Ta bolezen spada pač med posebno nevarne in res vemo, da povzroča veliko gospodarsko škodo. Zato pa smo se odločili, ker je taka situacija, da danes organiziramo izobraževanje. Namenjeno je rejcem, veterinarjem praktikom, uradnim veterinarjem, da pač malo osvežimo znanje z področja slinavke in parkljevke. Kolegice z uprave bodo uvodoma predstavile situacijo v zvezi s slinavko in parkljevko v Evropi. Potem bojo kolegi iz NVI-ja povedali, kako prepoznamo klinične znake in kako poteka diagnostika. Pa seveda bomo potem še obnovili znanje o biovarnosti, o kateri res veliko govorimo in je povsem na mestu, da obnovimo to znanje še tukaj. In pa potem dobite še nekaj koristnih informacij za nadaljnje možna izobraževanja ali pa poglabljanje znanja. Vmes pa ste seveda vabljeni, da pišete vprašanja v klepet z mikrofoni. Ne bomo, da ne bomo imeli spet težav, pa da ne bi en čez drugega govorili, ker vas je res veliko, kar pišete v klepet, pa bomo ob koncu šli čez klepet in odgovarjali na vaša vprašanja. Tako da jaz predajam besedo kar kolegici Jedrt Maurer-Vernik, da pove glede situacije slinavk in parkljevk v Evropi. Najlepša hvala. Kot je povedala kolegica, bom na kratko predstavila v bistvu zadnjo situacijo. Mogoče par besed na začetku, kakor je že povedala, je slinavka in parkljevka zelo nalezljiva virusna bolezen goveda, bivolov, prašičev, koz, ovac in drugih parkljarjev, tudi divjih parkljarjev, vodnih bivolov, dvogrbih kamel, jelenov. V skladu zakonodaje spada slinavka in parkljevka med bolezni kategorije A, to so te posebno nevarne bolezni živali. Če se bolezen potrdi, je treba takojšnje izvajanje vseh ukrepov za njeno izkoreninjanje, vključno s pokončanjem vseh dovzetnih živali v okuženem obratu. Vzpostavijo se območja z omejitvami, prepovedanje promet z živalmi in proizvodi iz teh območij. Skratka, veliko dela, da bi se taka bolezen čim prej zamejila oziroma izkoreninila. Pri tem slinavka in parkljevka ni nevarna za ljudi, prenaša pa se tako z neposrednim stikom med dovzetnimi in okuženimi živalmi, kot posredno preko mehanskih vektorjev, se pravi, največjo vlogo igramo ljudje s svojim ravnanjem, se pravi, z okuženo opremo, z obleko, prek transportnih sredstev, skratka, vse, kar prihaja v stik z okuženimi živalmi, lahko predstavlja tveganje za njen prenos. Poleg tega pa je za okužbo živali potrebna že zelo majhna količina virusa. Tako da vse to predstavlja v bistvu res tveganje in skušamo to preprečiti. Če pogledamo, to je zemljevid Svetovne organizacije za zdravje živali, za katera tudi podeljuje uradne statuse proste za slinavko in parkljevko državam članicam. Kar je v zelenem, to so v bistvu vse države, ki imajo status prost slinavke in parkljevke brez cepljenja. Nekatere države lahko pridobijo, imajo status prost s cepljenjem. Če gledamo tole območje Evrope, v bistvu so vse države proste brez cepljenja. Bolezen je prisotna v tej evropski regiji samo v Gruziji, v Izraelu in pa v Turčiji, se pravi v azijskem delu Turčije, medtem ko je Trakija, to je ta na evropskem delu Turčije, območje prosto s cepljenjem, to je območje, ki meji na Grčijo in pa Bolgarijo. Poleg tega, saj slika je majhna, se mogoče slabo vidi, vidimo, da je tukaj Madžarska, ki ima začasno ukinjen status prost slinavke in parkljevke, in pa zaprto območje v Nemčiji. V bistvu je Nemčija kljub pojavu slinavke obdržala status prost bolezni, razen za tole okuženo območje, to je dežela Brandenburg in pa Berlin.
Kot je že kolegica povedala, v Sloveniji smo zadnjič imeli potrjen primer leta 1968. Večina nas, mislim, mi se itak ne spomnimo tega, večina aktivnih veterinarjev tudi ne ve več, kako je to izgledalo, tako da, ker je res že zelo dolgo nazaj. Poleg tega so zadnji izbruhi, sporadično se pojavljajo, pride do vnosa bolezni tudi na območje Evropske unije. Recimo leta 2007 je bil izbruh v Bolgariji ob meji s Turčijo, potem leta 2001 v Veliki Britaniji, na Nizozemskem in Franciji. Takrat, mislim, par besed več o tem bom pozneje povedala. Potem pa v letošnjem letu, najprej v januarju, je bila bolezen potrjena v Nemčiji, v bližini Berlina, v prosti reji z vodnimi bivoli, vsega skupaj je bilo 14 živali. Potrjen je bil serotip O, v bistvu serotip podoben tistim, ki se pojavljajo, ki povzročajo bolezen, oziroma iz konca leta 2024 je bil tak serotip potrjen na območju Turčije. Dejanskega vira bolezni niso potrdili, skratka delajo vse. Na srečo je zaenkrat bil ugotovljen oziroma potrjen samo en primer in se bolezen od tu ni razširila. Potem pa v začetku marca je bila pa bolezen potrjena na Madžarskem, prav tako serotip O povzročitelj, ki pa nima nobene povezave, ni soroden serotipom, ki je bil predhodno v Nemčiji potrjen, je pa podoben serotipom, ki so krožili leta 2017-2018 v Pakistanu, ni pa podoben tem, ko zdaj krožijo v Pakistanu. Tako da v bistvu prav tako tukaj ne vedo, kaj je vir bolezni, kako se je zanesla. Gre za farmo molznic. V bistvu tukaj na tem zemljevidu imate lokacijo, to je čisto ob meji s Slovaško, recimo tu dol je Slovenija, se pravi, je kar dosti oddaljen od nas. Gre za farmo s 1500 živalmi, 1400 je bilo molznic. Vse te živali so pokončali, veliko živali je imelo tipične klinične znake. Vir okužbe tudi ni jasen, kako se je lahko zanesel na to farmo. Zaenkrat nimajo nobenih informacij oziroma indicov, da bi se bolezen širila, tako da upamo na najboljše. Zdaj pa zakaj je toliko govora o slinavki in parkljivki? Če pogledamo leto 2001, mogoče se tega še najbolj spomnite po telih slikah, ko jih je bilo polno na poročilih v medijih, te goreče grmade goveda. Takrat v bistvu, kar je bilo največji problem, je bilo to, da je bila bolezen ugotovljena šele po 3 tednih po vnosu. Se pravi, do takrat je bilo, preden so sploh potrdili prvi primer, je bilo že nekje 50 obratov okuženih. Se pravi, je bolezen bila v polnem zagonu. In ocenjene škode po tem izbruhu samo v Veliki Britaniji pokončali so skupno več kot 4 milijone živali, okrog 3 milijone drobnice, 600 tisoč goveda, skoraj 140 tisoč prašičev, skupno je bilo okuženih več kot 2000 obratov in pa 7000 kontaktnih obratov. V denarju je to pomenilo nekje 3 milijarde samo za javni sektor, se pravi za plačilo neposrednih škod, okoli 1,2 milijarde je šlo za odškodnine rejcem za pokončane živali, se pravi na okuženih gospodarstvih. Več kot 700 milijonov je bilo porabljeno za ostale ukrepe za izkoreninjanje, vključno s čiščenjem in razkuževanjem. In pa skoraj 0,5 milijarde za odškodnine rejcem za pokončane živali zaradi dobrobiti. V bistvu to so bile zdrave živali, ki pa zaradi prepovedi prometa, prepovedi premikov živali je prišlo do prenaseljenosti in so morali zdrave živali v bistvu pokončevati zaradi tega. In pa nekje 5 milijard še dodatno za posredne škode, se pravi, kar so utrpeli rejci zaradi izgube dobička, trpel je turizem, druge kmetijske dejavnosti. V bistvu to je vse tisto, zaradi česar v bistvu je slinavka in parkljivka tak bav, ker povzroča res veliko socialno-ekonomske škode.
kot sem rekla, zaradi pokončanja, zaradi živali, zaradi prepovedi omejitev, zaradi stranskih škod. Zato je v bistvu ključno pri povezavi slinavko dejansko preprečevanje samega vnosa in širjenja, za kar moramo res dosledno izvajati biovarnostne ukrepe, se pravi nabava živali iz preverjenih rej, zaščitna obleka, da ne pustimo obiskovalcev svoje reje, da razkužujemo, kot je potrebno. Več o biovarnostnih ukrepih in preprečevanju bo potem povedala kolegica. Danes to izobraževanje je pa tudi namenjeno predvsem temu, da zagotovimo zgodnje odkrivanje, ki je ključno za hitro ukrepanje in pa zmanjševanje škod posledično in učinkovito izkoreninjanje bolezni. In v bistvu vsak ugotovljen sum oziroma sprememba v zdravstvenem stanju, pojava znakov, na podlagi katerih bi lahko posumili na slinavko, je v bistvu obvezno morate prijaviti svojemu veterinarju in to čim prej, da lahko pač začnemo s postopki za učinkovito izkoreninjanje. Tako da več o tem, na podlagi česa lahko posumite, pa bo v naslednji predstavitvi povedal kolega Starič iz Nacionalnega veterinarskega inštituta. Hvala. Hvala za besedo. No, jaz vam bom pa predstavil klinično sliko bolezni. Bistveno je, da se bolezen pravočasno čim prej ugotovi, kar lepo kaže, samo sekundo, da mi to odpre. Ja, kar je lepo ponazorila že kolegica, kako se je bolezen hitro razširila po Angliji, po Veliki Britaniji, celotni, in da so šele z veliko zamudo ugotovili bolezen. In to je privedlo do teh milijardnih škod in milijonov pokušenih živali. Medtem ko recimo vidimo, da v Nemčiji so nekako zelo hitro ugotovili in uspeli zajeziti bolezen, da se ni razširila. Sigurno pa v vsakem primeru za seboj potegne ogromne stroške. Jaz vam bom nekaj povedal o prenosu bolezni, kako se bolezen razvija, kakšna so klinična znamenja, simptomi bolezni, malo o diferencialnih diagnozah, boste videli, da je kar nekaj bolezni, ki lahko spominjajo na slinavko in parkljevko. O vzorčenju pa bo več povedal kolega, profesor Hostnik, no, tako da to bom pa ven spustil in ravnanju za vzorci. Zakaj je slinavka in parkljevka tako nevarna in tako uspešna bolezen? Ne? Ste videli, okuži lahko veliko število različnih živalskih vrst, prežvekovalcev, sparklerjev, prežvekovalcev in prašičev. Potem značilna je visoka obolevnost, zelo hitro se razširi po rejah, veliko živali zboli, do 100%, in majhna je smrtnost, kar je tudi ena prednost za virus, zato ker se ne ustavi, ne? Živali prebolijo ali pa gre bolezen na bolje in se lahko širi naprej. Širi se na vse načine, se pravi visoka sposobnost prenosa, indirektno in indirektno in preko raznih vehiklov, kot je zrak, voda in krma recimo tudi, tako da je to neverjetno. Vse je možno pri tej bolezni. Tudi izloča se iz okužene živali na vse načine. Virus pa hkrati je precej obstojen v okolju, tako da lahko mesece preživi v ugodnih razmerah. Potem imamo pa še eno zadevo, kar je tudi že kolegica omenila, da imamo različne serotipe, med katerimi ni navzkrižne imunosti, in ne samo to, da imamo različne serotipe, stalno, to je RNA virus, pri katerem stalno prihaja do mutacij, ko se pomnožuje. Zato lahko dobimo stalno tudi nove podserotipe, podtipe, proti katerim spet živali niso imune. In potem je tudi po prebolitvi, tam, kjer je bolezen recimo endemična, ta imunost ni dolgotrajna in se lahko že v istem letu živali ponovno okuži. Katere so dovzetne vrste, smo povedali, domači, se pravi parklerji, domači in divji, se pravi rodu prežvekovalcev in prašičev, tudi kamelidi. Kamelidi so tudi odporni, tudi oni so parklerje in lahko zbolijo. So pa dosti bolj odporni na bolezen kot recimo goveda. Potem je afriški bivol pomemben, on je nek rezervoar bolezni v Afriki in
iz njega se stalno lahko razširi bolezen tudi na druge regije in potem hitro naprej. Potem je tudi, se pravi, dokazano je, da približno 70, več kot 70 vrst živali je dovzetnih za to bolezen. Zakaj je tudi afriški bivol tako pomemben? Ker vemo, da pri njemu ne morejo obvladovati bolezni, vemo pa, da je turizem v Afriko kar popularen, zato lahko vsak obiskovalec Afrike na svojih oblačilih, obutvi, ki je v stiku z živalmi ali pa tudi za okoljem, ki je kontaminirano, prenese bolezen tudi v Evropo in s tem v Sloveniji. No, kako se virus izloča iz telesa živali, je izredno zanimivo pri tej bolezni, ker se čisto na vse možne načine. Se pravi, z izcedki iz oči, iz nosa, slino, z aerosolom, izdihanim zrakom, semenom, mlekom, poškodbami kože, če ima kakršnekoli krvavitve, izcedkom iz vagine, spermo, iztrebki, urino, vse je kužno, kar pride od živali. To se pravi zelo, zelo nevarno. Kaj je še ena posebnost? Prašiči velike količine virusa izločajo skozi respiratorni sistem, z izdihanim zrakom. Dnevno lahko prašič izloči 400 milijonov infektivnih doz z izdihanim zrakom. Medtem ko govedo pa prežvekovalci nekje do 120 tisoč. To govorimo za eno žival. Zdaj si pa zamislite farmo prašičev, 1000 prašičev, vsak 400 milijonov infektivnih doz izloči, kakšna koncentracija virusa je prisotna, hkrati pa imamo se lahko živali okužujejo tudi skozi dihala aerogeno. In tukaj ne gre samo za domače živali, tudi srnjati in jelenjatki in divji prašiči, ki so v naši okolici. Kako se pa živali okužijo, smo rekli, spet vstopišče virusa je na vse možne načine. Čez vse sluznice gre lahko, skozi respiratorni sistem z vdihavanjem, potem skozi parklje, recimo, če so kakšne poškodbe gor, skozi sesek lahko okužimo z umetnim usemenjevanjem ali pa z naravnim zaskokom, recimo, pa tudi recimo jatrogeno, se pravi, da lahko tudi veterinarji, potem razni zootehniki, ki čipirajo živali, ki vstavljajo ušesne znamkice, na vse te načine se lahko prenese. Se pravi, pomemben je direkten kontakt in indirekten kontakt, pa potem tudi s kontaminiranim zrakom, krmo in vodo. Zrakom se celo lahko širi na večje razdalje, seveda ob predpostavki, da so določeni pogoji izpolnjeni. To je predvsem dovolj velika vlažnost zraka, potem neka kontinuirana smer vetra, pa da ni nekih preprek. Tako da lahko se tudi na več kilometrov širi, recimo po kopnem. Tudi 10 kilometrov se lahko po zraku širi po kopnem in če recimo pride taka masa kontaminiranega zraka iz prašičje farme, lahko recimo okuži prežvekovalce v okolici. Tako da je to izredno pomembno. Prežvekovalci, tukaj vidite iz te sheme, so najbolj občutljivi za okužbo skozi dihala. Največ se jih okuži skozi dihala. Medtem ko pri prašičih te se najlažje okuži skozi usta. In tukaj imamo spet eno tako fino značilnost. Prašič lahko začne, ko dobi recimo pomije kontaminirano hrano, vemo, da prašiči so omnivori, bojo pojedali in klobaso in neke ostanke, ki jih mi prinesemo lahko iz nekih eksotičnih dežel, kjer je bolezen prisotna, ali pa bojo žvečili neko boben ali pa neko vrečo, ki smo jo iz tistih krajev prinesli in se bojo lahko na tak način okužili. Medtem ko prežvekovalci pa skozi dihala dosti bolj učinkovito kot prašiči. Tudi prašiči se lahko učinkovito skozi dihala okužijo, samo rabijo višji odmerek virusa, da pride do bolezni, v primerjavi z prežvekovalci. Kar bom tudi pokazal. To je pa že na tej sliki. Z vdihavanjem recimo rabijo prežvekovalci samo 10 enot, recimo. Medtem ko prašiči čez 800 enot, da se skozi dihala okužijo. Vidite, obratno je pa skozi usta. Prašiči rabijo 10 tisoč do 100 tisoč enot, medtem ko prežvekovalci med 100 tisoč in milijon enot. Zakaj so tukaj neki razponi? Zato, ker imamo tako različne seve virusa slinavke in parkljevke, ki je lahko različno patogen, različno invaziven tudi in rabi različno infektivno dozo.
Pri patogenezi mogoče lahko to, da povzroča propad celice. Virus, ki okuži celico, se noter replicira, v celici se pomnožuje noter, potem pa povzroči, da ta celica poči in propade. O tem bo več tudi povedal profesor, kako se virus replicira v gostiteljski celici. Gre za RNA virus, vidite, takole se prime celične membrane, potem vstopi v celico njegova nukleinska kislina, ki je RNA, in potem se začne to prepisovati v beljakovine, se sestavi virus in se izloči. Pri tem pa povzroči propad celice. Zdaj pa gremo na pomembno zadevo in sicer faze bolezni. Živali se okužijo v nekem trenutku in potem je določena inkubacijska doba, ki je odvisna od živali same, od njene kategorije, njenega imunskega statusa, prehranjenosti, ali v stresu recimo, pa tudi od povzročitelja. Za kakšen sev virusa gre, ali je to virus, ki je zelo patogen, zelo invaziven, ali je bolj blaga oblika virusa. Zato je ta inkubacijska doba lahko od 1 do 14 dni, pa tudi odmerek virusa. Zdaj, razlika je, če dobi skozi dihala govedo, ne vem, milijon virusov, ali pa če jih dobi recimo samo 50. Obe živali lahko zbolita, ampak verjetno ona, ki je dobila 50, bo rabila 14 dni, da se bo tok virus namnožil v njej, da bo prišlo do klinične slike. No, kaj je pa pomembno? Se pravi, inkubacijska doba od okužbe do nastanka klinične slike je nekje 1 do 14 dni lahko, največkrat je pa to 2 do 5 dni. Potem pa imamo, vidite, še pred nastankom klinične slike, obdobje, ko se virus izloča iz okužene živali. To obdobje je lahko nekje 2 do 4 dni prej. Recimo za izdihan zrak, za iztrebke, urin, v krvi, bi se najdel 2 dni prej. V mleku in spermi se pa lahko najde že 4 dni pred nastankom bolezni. Seveda pod pogojem, da je daljša inkubacijska doba, ker lahko že v 2 dneh zboli po okužbi. Ampak tam pa verjetno že prvi dan postane kužna žival, kljub temu, da še ne kaže značilne klinične slike. In to je izredno pomembno vedeti. Zakaj je pomembno, da vemo, kakšna je inkubacijska doba? Zato, ker potem lahko gledamo, kje so bili te kritični kontakti s to čredo, kaj je prišlo v tistem času do črede, ali so nove živali, ali je prišel kdo s tovornjakom, ali so kupili novo krmo, odkje je ta virus prišel noter. Ker več kot 14 dni pa ni ta inkubacijska doba, se pravi, da je mogla bolezen priti v teh zadnjih 14 dneh noter. In sicer glede na te spremembe to določimo. In potem lahko tudi vidimo, koliko časa je ta reja bila kužna za druge reje, kam vse je lahko šel virus v tem času. Virus, smo rekli, vstopi na različne načine v telo dovzetne živali in se najprej pomnožuje v lokalnem obrambnem tkivu, limfoidno tkivo, to so obrambne celice, v katerih se virus lahko množi. In tudi epitelne celice na mestu vdora. Potem se tam noter toliko namnoži, da te celice popokajo in se virus sprosti v kri. Rečemo, da pride do nastanka viremije. Ko virus pride v krvni obtok in se potem razseje po krvi na vsa mesta, kjer se je sposoben razmnoževati. To se pravi, to pa so ustna votlina, vključno z jezikom, smrček, potem imamo srce, potem imamo vamp, potem imamo koža nad parkeljčki, to je ta neodlakana koža, koža seskov recimo. To so ta glavna mesta, kjer se potem virus naprej namnožuje in povzroča na teh mestih značilne spremembe, ki jih bomo potem gledali. Virus izzove pri okuženi živali izrazit imunski odgovor, začne žival se bojevati proti temu virusu, začne tvoriti nevtralizacijska protitelesa, ki virus hitro tudi uničijo. Tako da živali praviloma ozdravijo nekje v 8 do 15 dneh. Seveda ozdravijo že s tem, da premagajo virus, ampak imajo pa lahko trajne poškodbe, recimo na parkljih, dobijo mastitis v tem času, če jim poškoduje srce, so itak ali poginejo ali pa so invalidi. Potem imajo hude spremembe po ustni sluznici, ki se morajo tudi dolgo časa celiti. Zato tudi recimo imamo mi v Evropi ali pa v bolj razvitem svetu sistem, da se te živali potem uniči raje in s tem prepreči nadaljnje širjenje bolezni. Na levi strani vidite, to je koža,
In klele, kako je v bistvu v enem sloju celic epidermisa pride do lize celic in nastanejo potem vezikule, mehurčki. No, tukaj imate pa razvoj bolezni glede na čas okužbe. No, tukaj so se živali okužile, se pravi, virus se je začel pomnoževati lokalno, potem je prišel v kri, se je začel pomnoževati v vseh tkivih, kjer se je sposoben pomnoževati, zato imamo tukaj velik porast količine virusa v krvi in hkrati se je pa že začel imunski odgovor. Ta postane zmeri bolj močen in učinkovit in začne zato količina virusa v tkivih upadati. Tako da od okužbe pa nekje do izbrisa virusa iz sistema, iz krvi, iz teh sprememb, ki jih bomo pol vsi pogledali, je nekje 8 dni. In nekje 4 do 5 dni, ko so živali bolne, je še virus prisoten v njihovi krvi. Potem pa izgine iz krvi. Ostanejo pa protitelesa, ki kažejo, da je ta žival prebolela bolezen. Tudi te značilne spremembe se začnejo celiti in počasi izginjajo, nastajajo brazgotine recimo na teh mestih ali pa se popolnoma zaceli. Ostane pa samo pri prežvekovalcih lahko virus prisoten še mesece do leta v faringalni tekočini. Klinična slika, če si pogledamo, smo rekli, da obolevnost je izredno visoka. Do 100% živali v čredi zboli, ponavadi. Seveda, vse ne zbolijo isto intenzivno. Imamo lahko tudi asimptomatske živali, so se okužile, prebolevajo virus, ampak ne kažejo nobenih značilnih kliničnih znamenj bolezni. In nimajo nobene simptomatologije. Potem imamo lahko blage oblike, se pojavi nekaj ahtic po teh mestih ali pa na seskih, pa se že žival pozdravi in je v redu. Imamo pa lahko tudi zelo težko obliko, kjer pride do izrazitih sprememb ali pa do miokarditisa in živali celo lahko poginejo. Največ poginov beležimo pri mladih živalih, kjer lahko gre tudi do 20% mladih živali, zaradi miokarditisa. Odrasle živali v glavnem poginejo zaradi komplikacij, da se te spremembe inficirajo, imajo bakterijske okužbe in zaradi tega poginejo. Načeloma pa velika večina živali bi preživela, to bolezen bi prebolela, ampak zaradi tega, ker imamo mi pod ukrep, da se zmanjša to koncentracijo virusa, ker ste videli, da se izločajo ogromne količine, samo z izdihanjem zrakom, recimo ena žival izloči 400 milijonov infektivnih doz, tega si ne želimo in nočemo riskirati, da se bo pozdravila, da bo to samo upadlo, ampak hočemo čim prej uničiti ta virus, da ustavimo, zajezimo infekcijo, glede na to, da se širi lahko kot požar. Zato je politika pri tej bolezni v vsem razvitem svetu, da se naredi humano pokončanje vseh živali in pa njihovo razkužbo, uničenje na mestu samo največkrat, da se ne širi okužbe naprej. Kako se bolezen pokaže? Najprej med viremijo živali dobijo vročino, postanejo inapetentne, nočejo jesti, se pravi zavračajo krmo, lahko se tresejo, imajo kot mrzlico, in pa seveda očitno se jim zniža prireja. Kmalu zatem se pa začnejo pojavljati spremembe po ustni sluznici, kar pa lahko vidimo kot smokanje, slinjenje, škrtenje z zobmi, ker to tudi zelo boli. Ali pa šepanje, ker smo rekli, da se virus iz tega primarnega žarišča, kjer se pomnožuje, razširi na predilekcijska mesta, ki so pa po celem telesu oziroma tam, kjer smo omenili. Zato je največkrat smokanje, slinjenje, škrtanje z zobmi, to je v ustni votlini, zaradi sprememb v ustni votlini, ali pa šepanje, ali pa celo obležanje, kadar so prizadeti močno parklji, ali pa spremembe po vimenu v srcu, to smo tudi povedali. No, na teh predilekcijskih mestih, kjer se virus lahko pomnožuje, nastajajo značilne spremembe. To so sluznice, ust smrčka smo rekli, in pa koža, to je neodlakana koža. Ta pa je na seskih recimo, ali pa tik nad svitkovim robom parkeljčkov. Tam je nekaj kože, ki je neodlakana in tisto kožo ima ta virus, ali pa v medparkeljnem precepu tudi ni odlakane kože in tja se najrajši virus naseli. Pri prežvekovalcih imamo najizrazitejše spremembe praviloma v ustih in smrčku.
Tudi pri prašičih najdemo te spremembe, ampak prašiči so pa tudi zelo občutljivi na nogah, tako da pogosto imajo spremembe na nogah, kar povzroči, da obležijo. Lahko pa najdemo seveda tudi po smrčku in po rilcu in po gobcu prašičev te spremembe. Te spremembe, ki so na nogah, se lahko tudi hitro inficirajo, poškodujejo, če se lahko živali gibljejo in če niso v tako slabem stanju, da ne morejo se premikati. Omenil sem že, da je zelo pomembno, da ugotovimo, kdaj približno je bolezen prišla v rejo. Zato lahko tudi ocenjujemo starost sprememb. To delamo na osnovi starosti sprememb. Spremembe se zelo v tipičnih časovnih intervalih spreminjajo in mi lahko rečemo, ta sprememba je približno toliko stara. Seveda smo omejeni, ne? Potem, ko se že zadeva začela celiti, brazgotin, ne moramo več reči. Vidimo samo brazgotino in lahko rečemo, ja, to bi pa lahko bilo zaradi slinavke in parklov. Če vidimo pa te mlajše spremembe, lahko pa dosti natančno rečemo, koliko je taka sprememba stara. Predvsem v ustih ocenjujemo starost teh sprememb in nekje do 7. dneva lahko zelo natančno opredelimo, da je stara, ne vem, 4 dni, 5 dni, 6 dni, 7 dni, kasneje pa so samo brazgotine in ne moramo več reči, koliko so stare. Ali pa se celo čisto popolnoma zaceli. Tako da je pomembno, da te spremembe najdete in takrat se tudi živali slinijo. Polka imajo že enkrat brazgotino v ustih, se nehajo sliniti, ker so že rešile tisto afto. No, pa si poglejmo, kako izgledajo spremembe na začetku. Rečemo jim mehurčki ali vezikule, vidite jih recimo na jeziku v tem primeru. Epitel jezika, povrhnjica jezika pobledi, zato ker je od spodaj v mehurčkih tekočina. In ta tekočina se natopi noter ta epiteli, to povrhnjico. In lahko rečemo, da so te spremembe stare do 1 dan. Zaradi tega, ker zelo kmalu tudi počijo, znotraj 24 ur. Tukaj vidite še ene na jeziku, če pogledate v horizontu jezika, se lepo vidi izboklince. Ali pa v smrčku, tudi vidite izrazit mehurček tukaj, mehur. Lahko so veliki mehurji ali pa majhni mehurčki do 1 centimetra. Lahko so pa večji kot 1 centimeter. Tistim rečemo mehurji, to so pa mehurčki, so pa manjši. Lahko so tudi po smrčku gor, ali pa malo globje noter v nosni votlini. No, tukaj imate pa 1 dan staro spremembo. Vsaj 1 dan je stara, ker smo rekli, da v 1 dnevu ponavadi sprememba poči in nastane taka afta. Vidite, kako je tukaj glih na sveže je počil takle mehurček, tukaj so še mehurčki. Nas najbolj zanima najstarejša sprememba vedno. To spremembo bi iskali, če bi gledali. Ta je najbolj pomembna tudi z epidemiološkega stališča. No, ampak za stališča same diagnostike pa vsak mehurček ali pa erozija, tukaj vidimo 1 dan staro, ima take grobe robove, zato ker se je to pretrgalo in je nacefrano. Si pa lahko mislite, če je tak epiteli v ustih, taka povrhnjica, da se bo to hitro odstranilo in se bo zgladilo. In zato bomo videli recimo starejšo spremembo. Recimo tukaj 2 dni, tukaj je pa že sigurno več kot 24, je pa že recimo 40 ur stara sprememba, skoraj 2 dni, ali pa mogoče še malo več kot 2 dni stara sprememba, ko vidite, da ni več tistih ostrih robov, tako kot na tej sliki, ampak so že se začeli kravžljati, tole se bo glih kar utrgal tale epiteli, kar je odmrl in bo odpadel stran, se bo odluščil, ampak vidimo pa od spodaj veliko spremembo, tako, ki rečemo afta. Lahko je velika, lahko je spojena iz večjih mehurčkov, ki so popokali, lahko je pa samo ena majčkana aftica nekje v ustni votlini, ali pa v smrčku, ali pa na parklju prisotno. No, tukaj vidite en žalosten primer, ker je prišlo do velikega števila teh mehurčkov, nekdo je kravo prijel za jezik in potem je slekel ves epiteli z jezika dol. In je zdaj jezik izpostavljen. Lahko si mislite, kako to peče, kako to skeli in zaradi tega se tudi živali slinijo, ker je to tako moteče, tako draži v ustih. In to vidite je taka 2 dni stara sprememba, ker je že tudi tukaj vidite, kako je šlo stran vse. Da so se te robovi zagladili, da se ne vidi več tistih ostrih robov mehurčkov. No, takole pa ostane potem v rokah, če slečete jezik. Ko potegnete jezik ven pri pregledu ustne votline, je treba biti zelo pazljiv,
da kaj takega ne povzročite živali, ker potem je še bolj boleče, kot je že itak boleče. No, tukaj vidite pa eno manjšo spremembo, tudi sveže počeno, 1-2 dni stara, ker ni več videti tistega epitelija, tiste povrhnjice, ki je pokrivala mehurček, ne, je že odpadla stran, zato ker je tisti epitelij odmrl, ne, in se potem odlušči. Potem naprej pri ovci spet 2 dni, ne, tukaj vidite, da je še ena loputka od epitelija, od mehurčka še ostala, ne, zato rečemo, da ni toliko stara ta sprememba in tukaj je pa že se zagladilo. Potem naprej spet lahko vidite eno tako veliko afto, ne, se pravi, tukaj je bil mehurček, je počel in se že stran lušči ta epitelij, ki je še ostal, ali pa klele isto. Tukaj lahko vidimo že nekaj, da se nabira noter kot en fibrin, ne, se dela ena taka zaščita. Telo hoče zaščititi to rano, to spremembo, to ulceracijo, s tem, da izloča ven eno tako snov iz krvi, ki to pokrije kot flajšten in mi rečemo fibrin, ne, to je pa fibrin. Tukaj vidite že starejšo spremembo, ne, ker ni več nobenega tistega robčka od mehurčka, to je že vse odpadlo stran, ni pa še nekaj noter velik fibrina, samo majčkeno se je začel izločati, ne, čist majhne naslage. In tukaj isto, ne, tukaj malo fibrina, vsi robovi so zamazani, ta žival bi se slinila, zato ker je to izpostavljeno, ne, in še vedno skeli, se še ni začel celiti. 4., 5. dan pa že vidimo izrazite plasti fibrina, ne, to je fibrin, lahko na debelo čez postavljen. To ni epitelij, ne, to ni epitelij, ampak ni povrhnjica, sluznica, ampak je fibrin, ki se je izločil iz krvi kot en obliž za to globoko ulceracijo. In strani tukaj lahko vidimo, da že nekaj mladega epitelija urašča v to spremembo. No, klej spet, izrazito, to je fibrin, ne, ker vidite, kakšna je njena sluznica. Sluznica je siva, tole je pa bolj rumenkasto, pa svetlo bolj tako, ne, ali pa klele, ne, čisto rumenkasto, fibrin je bolj rumenkaste barve. In zato je to kot flajšter, da ne bo, in nima veze z epitelijem, zato je to starejša sprememba, nekje 4 do 5 dni, ker vidimo tudi že izrazito uraščanje novega epitelija, da se ta rana celi, ne, ta ulceracija se celi. In tukaj spet, nekje 5 dni stara sprememba, ogromno fibrina in izrazito uraščanje novega epitelija, celjenje te spremembe, ne gre za celjenje. Spet tukaj, to je pa že veliko dni staro, 6 dni, vidite, je pa že noter nekaj fibrina je še prisotnega, ampak tole je že vse nov prirast, neprej je bila to taka ogromna sprememba, čez vse tole recimo, zdaj pa samo še tole v sredi ostalo, ne, kar se mora zaceliti, ne, veliko je pa že celjenja. Več milimetrov novega epitelija je že urašča v to spremembo. Tukaj isto, še veliko fibrina, ampak ko smo tole posneli dol, je pa od spodaj že veliko mladega epitelija, že skoraj se zacelila ta sprememba. Tukaj tudi, že zaceljeno, praktično vse zaceljeno, majčken fibrinčka lahko še najdete, ampak ni več tistega živega, izpostavljenega tkiva, ki bi mogel biti prekrit z epidermim, s temle, se pravi, s sluznico, ne. Sluznica je že zacelila nazaj to spremembo. Tukaj na jeziku spet vidite, raste veliko novega epitelija, ampak ker je bila poškodba obilna, ne, zato se pač počasi obnavlja, ampak je pa že vse preraščeno, je že brazgotinsko tkivo. Kadar pride zelo globoka ulceracija pod mehurčkom, potem se to zabrazgotini in nikoli več ni enak, recimo, jezik. Kot vidite tudi tukaj, ne, da se je spremenila nekako struktura jezika, je pa že prerastel vse epitelije. In čist malo fibrina lahko se zaznate. Tukaj isto, je že vse preraščeno, ampak se je zabrazgotinilo, ne, se je zabrazgotinilo. Ali pa kle na jeziku, ne, spet velika brazgotina, tole je še malo fibrina gor, ni pa več tiste rane, ni več afte, ne, afta se je zacelila z brazgotinskim tkivom in epitelijem, struktura jezika je pa zdaj drugačna na tem mestu. Ali pa tukaj, ne, tukaj izrazito, ne, že zaceljeno popolnoma, ampak vidite, ni več teh papil na jeziku, ki so normalne, ne, ampak je samo še neka brazgotina prekrita z epitelijem. Isto tudi tu.
Potem, če si pogledamo na seskih, ne, se pravi, prvi fokus, ko pogledate, ustna votlina, smrček. Drugo gledate seski, obvezno je treba pogledati seske. Na seskih so tudi mehurčki, tako jih vidite, in tudi tukaj hitro popokajo. Ali pa, in potem se celijo z brazgotino lahko, oziroma se lahko popolnoma, odvisno, koliko so globoki ti mehurčki. Ali pa en dan stara vezikula na parklih, ne, vidite ta neodlakana koža, v medparkenem precepu je vsa imbibirana s tekočino, zato ker je mehurček napolnjen s tekočino, s tako serozno, bistro tekočino, ki razmoči tak epitelij. In zato je svetle barve. No, potem smo rekli, v enem dnevu to poči, tako da tukaj bi lahko rekli 2 dni stara sprememba, vse je živo od spodaj in počen mehurček. Tukaj je pa že starejša, ne? Vidimo, da je že z roba, da je rob že zglajen, to je pa umazanija gor in fibrin se je začel izločati. Tukaj pa izrazito, ne, je pa vse prekrito, ne, tista živa, ne, tako kot vidite tukaj zelo živo, ker se je koža posnela dol, epidermis se je posnel, je od spodaj ustnica taka živa, medtem ko nas nasledi, je pa premazana v bistvu z fibrinom, ne, to je vse fibrin. Pa tukaj isto, je že fibrin, seveda parkli so bolj izpostavljeni, lahko hitreje pride da se to poškoduje dodatno, da se odstrani fibrin, ampak vidite, zglajeni robovi, fibrin je tukaj prisoten, tukaj veliko fibrina, nekaj je tukaj odpadlo stran. Pa tudi že celjenje se vidi na robu spremembe. Podobno tudi tukaj, ogromno fibrina, tole rumeno, vse fibrin, iz robov pa že vrašča epitelij. In tukaj isto, to je vse fibrin, tukaj se naredila kot ena hrastica čez in od spodaj je že nov epitelij. Na peti tudi vidite odstopanje, pa kar podminira park. Pri drobnici tudi še ena na neodlakani koži, ob svitkovem robu, vidite spet čist drobno, ne, če je to konica pincete, take ostre pincete, lahko vidite, da je to zelo drobna vezikula, recimo, tukaj je pa že počena, ne, tukaj je že počena, tukaj je pa še cela, ampak zelo drobčkana, ne, nekaj milimetrov ima samo ta mehurček. No, to je pa že starejša sprememba, ne, se pa že celi noter, ne, se vidi kot ena hrasta na tem mestu. In tukaj isto, stara sprememba, pač oni so lahko rekli 10 dni, zato ker so bile te živali pa umetno okužene. Drugače pa ne bi mogli reči, koliko je to staro točno, vidi se, da je že zabrazgotinjeno, pa vidimo lahko, da odstopa ruževina, ne. Lahko celo povzroči ta bolezen, da parkeljček se sezuje. Ali pa kle, stara lezija, ne moramo reči, koliko je stara. Lahko je stara 10 dni, lahko je pa tudi 3 tedne stara, ker je koža zabrazgotinjena. Brazgotina ostane potem večno. Kako je pri prašičih, smo rekli, da so bolj značilne spremembe, bolj izrazite spremembe so praviloma na parkljih, ampak seveda imajo jih pa lahko tudi po rilcu in tudi po ustni votlini in po seski, tako da povsod jih lahko najdemo. Če je vidna na svitku, je manj kot 1 teden dni stara, ne. Pri 7 dni je potrebno, da dozori, da zraste čez nova koža, ne, da se zaceli. Če se naredi neka motnja rasti na svitku parklja, potem pride do motnje rasti ruževine. In zato vidimo to kot eno horizontalno linijo. In ta linija potem raste počasi dol in lahko mi tudi ocenimo, koliko nazaj je nastala. Rast ruževine pri prašiču je približno 1 mm na teden. In če je ta črta, ne, ta žleb, ki je nastal horizontalen, 3 mm stran, potem je to recimo pred 3 tedni se verjetno zgodilo. Pri odstavljencih je nekoliko hitrejša rast. Pa si poglejmo malo spremembe na ustni sluznici, isto so vezikule, na dlesnih, na rilcu jih lahko vidimo in to so, se pravi, 1 dan stare spremembe. Potem isto tukaj, 1 dan stara sprememba, ne, vidite tukaj eno tako vezikulo, tukaj je pa že počela ta vezikula, ne, je pa že počela 2 dni stara sprememba, bi rekli. In seveda to zelo boli. Tukaj tudi je rast ruževine parklja in zato lahko pride do takih motenj v rasti tudi zaradi vnetja, da povzroči to sezuvanje parkeljčka. Spremembe na jeziku,
veliko popokanih mehurčkov, nekatere so suhe, ker prašiči bolj pazijo na svoj jezik, če jih boli. Zato se včasih celo v hrani poči samo ta vezikula, noter se že začne izločati fibrin, ampak še zmeraj ostane epitelij, zato ker prašič čuva jezik. Ga ne premika toliko po ustih in imate potem lahko take spremembe, ki vsebuje od spodaj že tudi malo fibrina. Ali pa tukaj na rilcu, spet prašič ne bo ril, ker ga boli tukaj, pa tukaj noter. Ampak in celo se ohrani nekaj epitelija od spodaj, je pa že fibrin. Zato je to 3 do 4 dni stara sprememba. Ker vidimo, kako je rumena. Kadar je samo vezikula, je tekočina od spodaj, takrat boste imeli bolj bledo. Kadar se pa že fibrin nabira, je pa bolj rumenkasto. In tukaj, na jeziku se že lepo nabira tudi fibrin noter, na spodnji strani jezika. Potem imate tukaj pa še eno nekoliko mlajšo spremembo, kjer ni še nobenega fibrina na ustnici. No, potem je tukaj sprememba spet na enem krnjavem parkeljčku, erozija izrazita. To vse boli. Na jeziku spet že polno fibrina. Brazgotinjenje, pa samo majhne naslage fibrina še, ampak že vidimo popolnoma zaceljeno, s tem, da je v bistvu anatomija jezika, anatomija površine jezika spremenjena. Zelo izrazite spremembe na svitkovem robu, vidite, kako se je tukaj naredila kot neka hrasta čez, se pravi, star epitelij odpadel, izločil se je fibrin, to secenirala se je še druga sokrvica in se je naredila hrasta. In tukaj lahko vidite, kako je ta sprememba, tukaj je bila ta prašič je zbolel, vidimo kar nekaj tednov nazaj, ker je to že prirast nove roževine. Nekaj tednov, če 1 milimeter ali pa 2 milimetra na teden raste roževina parkeljčkov, lahko rečemo, tukaj, 2-3 tedna nazaj je ta žival zbolela. Vse breje živali lahko tudi abortirajo. In če si pogledamo še malo patologijo, miokard je zelo izpostavljen in tukaj imate miokarditis. Vse tole je nekrotični miokard, take lise nastanejo na srcu, zato temu rečemo tudi tigrasto srce, če se spomnite še s predavanj. Tigrasto srce je kot značilno za slinavko in parkeljko. Pojavlja se pri mladih živalih, kjer imate samo nenadne pogine, lahko čist brez kakršnekoli vezikule ali pa ulceracije na sluznicah, sam poginejo. Vse, se pravi prašiči, drobnica, mladiči in pa tudi teleta. Potem je pa še značilno za patologe pomembno, da so stebrički v vampu, to je vampova sluznica, to so stebrički v vampu, na katerih tudi rade nastanejo te značilne spremembe za slinavko in parkeljko, najprej vezikule, te pa pol hitro popokajo in ostane od spodaj ali ulceracije ali pa erozije. Če si pogledamo malo diferencialne diagnoze, nekaj je bolezni, ki so pri nas endemično prisotne, se pravi, da so pri nas zakoreninjene in se občasno pojavljajo, nimamo niti nobenih ukrepov. To je takaj kužni ektim, tukaj vidimo eno jagnje s kužnim ektimom, delajo se kot neke pustulice tukaj pa malo bolj gnojno noter in potem, ko to poči, začne brsteti tkivo. Pri slinavki in parkeljki smo videli, da ostane kot luknja, epitelij gre stran, ni brstenja spodaj ležečega tkiva, medtem ko pri tem kužnemu ektimu pa vidimo, da bolj brsti, pa tudi erodira. Tako da je malo drugače. Pa najbolj zbolevajo mlade živali, se pa lahko te spremembe pojavljajo tako na seskih, tudi ustni votlini, na smrčku in tudi na parkeljčkih. In je zelo podobno, lahko. Največkrat jih pa vidimo samo na ustih. Največkrat, ampak seveda tega ne moramo. Potem imamo bolezen modrikastega jezika, tudi tukaj nastanejo erozije, samo da tukaj gre v bistvu za odmiranje epitelija. Tako da samo se odlušči stran, ni nobenih vezikul noter. Ampak če pogledamo kasneje, da so te mehurčki že popokali, je pa to zelo podobno. S tem, da imamo tudi tukaj spremembe in po smrčku in po parkeljčkih, na istih mestih tudi. Pogosto imajo pa te živali še kakšne respiratorne težave in druge težave, utečeno imajo, vidite, utečeno glavo, utečene veke
in to nam potem da lahko sum, da je mogoče pa tudi kaj drugega. Ampak vidite, te dve bolezni bi lahko takoj zamenjali. Digitalni dermatitis pri drobnice kužnega nimamo v Sloveniji, tako da ga spustimo. Potem so lahko sončne opekline, tudi tam nastajajo mehurji, lahko po smrčku recimo, tam, kjer ni veliko dlake, ne. Ali pa imamo recimo tak ekcem obrazni, ki je lahko povezan s fotosenzibilizacijo ali pa tudi z stafilokoknimi okužbami. In tudi to malo spominja, samo da je tukaj vezano samo na glavo, tega pa ni na parkeljčkih in na drugih delih. Pa te živali ponovadi tudi nimajo vročine, lahko imajo tudi vročino, no, ampak je vezano bolj na glavo, na uhlje, na tam, kjer je kratka dlaka. Medtem, ko smo rekli, da slinovka in parkeljka je pa bolj na sluznice, pa ne odlakana koža, ne, in je to diferencialno, obrazni ekcem. Nosni zolb izpustov, to so samo izločki iz smrčka, se pravi iz cedek. Kuga malih prežvekovalcev, ta pa je tudi zelo podobna, ne, imate tudi take nekroze po sluznicah, s tem, da pa tukaj živali poginjajo, ne, medtem, ko pri slinovki in parkeljki ne poginjajo, pa tudi se pojavlja driska, pa tudi respiratorni znaki, ne, tipično za kugo malih prežvekovalcev je te spremembe po sluznicah, po ustih pa to, pa potem imajo pa pljučnico, drisko pa smrt. To je dosti hujša bolezen za male prežvekovalce, sam ni pa to kužna, pa samo na njih vezana. Osepnice ovac in koz so se tudi pojavljale že v Grčiji in vidimo take značilne spremembe za osepnice, ki potem tudi lahko nekrotizirajo, ampak ni vezano na svitek, pa samo na smrček, ampak je tudi po koži, po celem telesu, kar pa ni značilno za slinovko in parkeljko. Ampak vedno imate pa možnost, da ena bolezen poteka v polni klinični sliki ali pa zelo blagi klinični sliki, kjer bo pa samo lahko nekaj sprememb po ustni sluznici. Pa je isto tista bolezen, ne. In isto velja tudi za slinovko in parkeljko, da imamo cel spekter, od asimptomatske pa do težke oblike. Pri govedu imamo maligno kataralno mrzlico ali korico, vidite tudi take izrazite nekroze po smrčku, izcedki, respiratorne težave, nevrološke motnje lahko in potem motnenje leče. To je tipično za korico. Bolezen je endemična v Sloveniji, sporadična, kar pa ni značilno za slinovko in parkeljko, ker imate vedno veliko okuženih živali. Pri maligni kataralni mrzlici ali korici je pa ena prizadeta žival, vse ostalo je pa zdravo okolje. S tem, da virus tukaj pride od drobnice. IBR, spet infekciozni bovini rinotraheitis, se pravi vnetje nosa in traheje, isto imate izcedke, erozije lahko po smrčku in je zelo podobno, samo ni pa sprememb po parkljih pa po seskih, tako da je vezano, imate vročino, respiratorne znake, izcedke, tako da je podobno. Potem imamo mukozno bolezen, BVD, tudi imate erozije, zelo podobno, tudi je lahko na koronitis prisoten, živali tukaj poginejo in tudi je lahko več. Potem bolezen modrikastega jezika pri govedu, ne, spet vidite nekroze po smrčku, po planu monazolabiale, precej utečeno, ne, vidite, da je vse dosti utečeno, medtem ko tukaj pa pri slinovki in parkeljki ni toliko. Imamo pa lahko tudi večje število živali, ki kažejo klinična znamenja. Veliko vezikularnega stomatitisa nimamo, epizootična hemoragična bolezen se je pojavila v Italiji, tudi je zelo podobna bolezni modrikastega jezika, samo da imamo te edeme vek, pa tudi erozije. Zelo podobni bolezni, isti prenašalec, virus iz istega rodu, tako da zelo podobno. Papularni stomatitis imamo samo pri teletih, pa lahko malo po seskih. Bovini herpetični mamilitis, herpetično vnetje seskov po seskih, imate tudi erozije, vse, ampak ni pa po ustih pa drugje. Tako da lahko spet na ta način. Potem pa še vsa kaustična sredstva ali pa trni, ki se zapičijo v ustni votlini, lahko povzročijo slinjenje živali in lahko je pa tudi več takih živali, če je to nekje v krmi noter. Pri prašičih imamo vezikularno bolezen prašičev, vezikularni stomatitis, ki ga ni, pa tudi vezikularni egzantem prašičev, tako da tudi tukaj je nekaj diferencialnih diagnoz. Pomen določanja starosti lezij smo povedali, zakaj je, ne, tudi, da se ve, katere vzorce je smiselno vzeti, ker če ima ena žival brazgotine, pomeni, da je že vsaj 8 dni, recimo po bolezni ali pa od začetka bolezni in v tem času je virus že šel iz krvi.
Ne? Če bi zdaj iskali pri taki živali virus v krvi, nima nobenega smisla, ga ne bomo najdeli. In na tej osnovi pol tudi zberemo, katere vzorce je smiselno vzeti pri vsaki živali. Potem je to pomembno tudi, da se ukrepa biovarnostno, da se pogleda vse reje, ki so bile v stiku prej pa pol od okužbe, da se določi te cone in ukrepa naprej, kar bo tudi več govora kasneje. In tukaj imate še eno tako ponazoritev, se pravi, virus se pokaže, če je to začetek bolezni, je tukaj nič. Virus je lahko v krvi že 2 dni prej, v krvi recimo, potem se začnejo klinični znaki pojavljati, najbolj značilni, in nekje zgine do 10. dneva. Medtem ko virus praviloma zgine nekje do 5. dneva bolezni, se pravi, 4., 5. dan bolezni, virusa ni več v krvi. Ostanejo pa seveda brazgotine. Ampak pri prežvekovalcih pa virus ostane v faringealni tekočini. V faringealni tekočini, se pravi v žrelu, v žrelni tekočini, pa na zgornjem delu požiralnika. Tam virus ostane in to jemljemo s posebnimi sondami za probe. In protitelesa jasno začnejo nekje 4. dan kliničnih znakov se pojavljati v krvi in jih bomo našli. Zdaj, če bi jaz iskal protitelesa na začetku bolezni, jasno jih še ni. In lahko lažno trdim, da ta krava nima ali pa žival nima slinavke in parkljivke, samo jaz sem narobe vzorčil. Zato je pomembno, da vemo, kakšna je starost teh sprememb. Več o odvzemu vzorcev, pa pakiranju, pa vsem tem bo pa povedal profesor Hostnik. No, to je pa ta epidemiološko poizvedovanje. Zakaj je pomembno, da najdemo najstarejšo spremembo? Da vemo, kdaj približno, če sem jaz prišel sem v rejo 2. decembra, moja najstarejša sprememba je bila stara 7 dni, pa ali koliko, pol jaz vem, kdaj je ta virus približno prišel na to farmo. Vem, da recimo v zadnjih 14 dni gledam te bolezni. Še posebej sem pozoren na te dni, kar je najpogostejša inkubacijska doba. Ampak gledam pa vseh 14 dni, vse, kaj je prišlo na to kmetijo. In potem tudi gledam, kdaj je bila ta reja kužna. Vse, kar je šlo v tem času z te reje ven, je potencialno prenesel v kontaktne reje bolezni. In z mlekom, vidite, pa še 2 dni prej, ali pa iz spermo. Se pravi, še predno so živali zbolele, že v fazi inkubacije, lahko z mlekom širijo bolezen naprej. Recimo dajo mleko prašičem, ker je krava imela mastitis, ali pa dajo teletom v drugi reji in na ta način prenesejo bolezen. Zdaj samo mogoče še tole, kako je bilo v Veliki Britaniji leta 2001, kjer so imeli pravo poplavo. 100 rej je bilo okuženih, preden so ugotovili bolezen. To se ne bi smeli pri nas zgoditi, ker pol bomo imeli pol države uničene. Tako da zato moramo biti pozorni in hitro najti. Največ je bilo, vidite, okužb lokalnih, kontaktnih. To so skupne meje, ko so živali fizično prišle v stik. Ampak tudi so ugotovili, da je bilo 18 primerov z zrakom prenosa, 11 primerov z mlečno cisterno, ki je pobirala mlek po kmetijah, z govedom, ki se je z okuženimi prašiči. Ovce so bile zelo kritične, ker ovce smo rekli, da imajo blažjo klinično sliko, imajo majhne vezikulce in se težko opazi, da so sploh bolne. Pa jih pošljajo naprej ali na pašo in z ovcami, vidite, kar veliko rej se je okužilo. Druga oprema z ljudmi, 67 primerov, da so ljudje prenesli. Je šel sosedu kaj pomagati, pa je šel vse, ali pa k drugemu in je na ta način z oblačili prenesel. Pomije v enem primeru, vozila 28, recimo osebna vozila, ki so bila na dvorišču, in 171 primerov pa ne vejo. Ne vejo, kako je prišlo. Ni bilo nobenega kontakta. Tukaj so pa lahko indirektno, recimo tudi psi, mački, divjad, recimo, ki jo ne moramo kontrolirati. Oni lahko tudi, recimo mačka na dlaki lahko prenese. Ima na dlaki, ker je bila pri kravah, ki so se slinile, so jo poslinile, malo polizale, mačka šla v sosedno rejo, tam je tudi se smukala okoli krav, ali pa prašičev, pa so jo polizale in je na ta način prenesla. Lokalno nove okužbe znotraj 3 kilometrov od primarnega žarišča. To so te 1500. Dobro, bistveno za obvladovanje je, da se zmanjša koncentracija virusa
dovzetnih živali, da se razkuži vse, da se dekontaminira in da se ne raznaša naprej. Tako da, vidite, verjetno virus cepiv za slinavko in parklovko trenutno se sigurno največ na svetu proda, ker je treba 2-krat na leto ponekod vakcinirati. Tako da, in če imamo 1,5 milijarde goveda, pa 1 milijardo drobnice, pa še več kot 1 milijardo, pol vidite, koliko je to enih cepljenj, ne. Pa velik del sveta je še okužen. Mi imamo tudi načrt ukrepov, ki je dostopen na spletni strani, in po tem načrtu se bi mi ravnali, če bi prišlo do izbruha. Vsa vprašanja so dobrodošla, jaz pa kar vabim naslednjega govornika, profesorja Hostnika, da vam predstavi še diagnostiko. Hvala za pozornost. Ja, hvala za lepo prezentacijo. Vsem skupaj lep pozdrav. Se vidi. Tako. Sam se z veterino laboratorijsko diagnostiko ukvarjam že 41 let, sem Peter Hostnik, in sicer smo laboratorijsko diagnostiko za slinavko in parklovko začeli uvajati v 90-ih letih, in smo v bistvu vsako leto pod nadzorom Evropskega referenčnega laboratorija. Do izstopa Anglije iz Evrope je bil to referenčni laboratorij v Pirbrightu, sedaj pa to izvaja referenčni laboratorij v Parizu, v Franciji, in vsako leto dobimo v presojo, v testiranje vzorce. Mi moramo dati rezultate in do sedaj smo bili uspešni, zato smo tudi akreditirani za to diagnostiko. Glede na to, da je profesor Starič zelo lepo predstavil samo bolezen, bi se osredotočil samo na samo diagnostiko. Ključna je hitrost, se pravi, da pridemo do hitrega rezultata, zato ker so ukrepi potem vezani na te rezultate, vendar bistveno je pri tem tudi vzorčenje. Zavedati se moramo, poznati moramo bolezen, da se virus nahaja v krvi, na sluznicah, lahko tudi že predno se pojavi povišana telesna temperatura pri živalih, in v tem času, ko ima žival povišano temperaturo, je največ možnosti, da lahko dokažemo prisotnost virusa. Bodisi v teh veziklih, v epitelu teh erodiranih sprememb, ki se nahajajo. Potem, ko se telesna temperatura normalizira, ko nastopi faza ozdravljenja, pa lahko detektiramo tudi že prisotnost protiteles. Kar se tiče vzorčenja, takšna idealen vzorec je vezikularna tekočina. Vemo pa, da jo je zelo težko dobiti, ker vezikli zaradi srbenja, bolečine hitro popukajo, vendar v tej tekočini je ogromna količina virusa in ga ni težko dokazati. Zato je drugo ciljno mesto vzorčenja je epitelij, se pravi nad ali ob spremembi je potrebno dobiti košček tega spremenjenega epitelija, vsaj 2 kvadratna centimetra, ga damo v transportni medij, gojišče, in ga ustrezno zapakiramo. S tem moramo zavedati se, da različna razkužila ne smejo priti v stik z vzorcem, zapakirati in potem razkuževati zunanjost teh sistemov, ki služijo za prenos vzorcev v laboratorij. Potem krvni vzorci so tudi zelo interesantni, sicer če želimo dokazovati virusni genom, je nujno, da vzamemo kri z antikoagulantom z EDTA-jem. Lahko pa za dokaz protiteles pa vzamemo normalno kri v epruvete brez kakršnih koli dodatkov.
Aktualni kot vzorec so tudi vzorci mleka, sicer pa pri živalih, ki so latentno okužene, ki so bolezen že prebolele, so lahko določene živali lahko tudi nosilke virusa dalj časa, zlasti to velja za govedo in pa drobnico, ne za prašiče, pa to vzamemo s tako posebno zajemalko, imenovano probank vzorčenje. Se pravi, to probank vzorčenje izgleda tako, da gremo s takšno sondo do tega laringotrahalnega področja, postrgamo in odvzamemo ta vzorček epitelij, te sluznice nam služi potem kot vzorček. No in te vzorce moramo ustrezno transportirati v laboratorij, predvsem moramo poskrbeti z biovarnostnimi ukrepi, da kot vzorčevalci nismo hkrati tudi raznašalci virusa, se pravi, je potrebno vse torbe, v katerih se vzorci prenašajo, ustrezno razkužiti, kakor tudi potrebno lastno razkuževanje, in pa poskrbeti, da so vzorci na hladnem in čim prej dostavljeni v laboratorij. Jasno, da vsak vzorec mora spremljati tudi ustrezen spremni dopis. Zdaj, kar se tiče diagnostike. Prva metoda so molekularne metode za dokaz prisotnosti virusa. Imamo PCR in pa RT-PCR metodo, s katero lahko dokazujemo prisotnost virusa v dotičnem vzorcu. Prisotnost virusa lahko dokazujemo tudi z ELISA testom, vendar tukaj je potrebna večja koncentracija virusa, da dobimo pozitivne rezultate, in pa v bistvu možno je tudi opravljati izolacijo virusa na celični kulturi, vendar ker v našem laboratoriju nimamo referenčnih živih virusov, pač je to omejena uporaba. Se pravi, pri okuženi živali ali pa če imamo cepljeno žival, pri okuženi živali iščemo običajno prisotnost protiteles in pa nukleinsko kislino virusno. Z testi za dokazovanje nukleinske kisline so zaključeni lahko, če gre vse normalno, v dobrih 5 urah, test ELISA v 7 urah, dočim izolacija traja kar tam do 6 dni. Dočim prebolela ali vakcinirana žival in tudi pač obolela žival je nosilka virusa, nosilka protiteles proti temu virusu, ki jih lahko dokazujemo tudi z ELISA testom. Se pravi, pri molekularnih metodah prisotnost virusa dokazujemo s pomnoževanjem virusnega genoma in na ta način lahko dokažemo prisotnost virusa. Potem je na voljo, odnosno bila je na voljo tudi tako imenovana hitri testi, kot orientacijski testi, zelo primerni za tistega, ki vzorči, vendar trenutno teh hitrih testov ni moč dobiti na tržišču, ker je Svanova, švedska firma, pač ne oskrbuje več s temi testi. Potem imamo tukaj test ELISA, s katerim lahko dokazujemo prisotnost virusa, in sicer s tem testom mi tudi določimo lahko serotip, kateri serotip imamo, s katerim serotipom imamo opravka. No, in ta test imamo vključen v laboratoriju in smo tudi preverjeni letno iz strani referenčnega laboratorija. Se pravi, vsekakor molekularne metode so tiste prva izbira za dokazovanje prisotnosti virusa. No, kar se pa tiče dokazovanja prisotnosti protiteles, pa imamo na voljo teste ELISE za dokazovanje nestrukturnih proteinov. Ti nestrukturni proteini
se pojavljajo protitelesa proti nestrukturnim proteinom, se pojavljajo samo pri okuženih živalih, ne pa tudi pri vakciniranih živalih. Tako da imamo v laboratoriju na voljo 3 različne teste za dokazovanje protiteles proti nestrukturnim proteinom. Potem pa še imamo, ko pa že se ve, kater serotip je prisoten, pa je možno potem uporabiti tudi določene teste za dokazovanje protiteles proti posameznemu serotipu. Mogoče, če še, kar se tiče zgodovine, slinavke in parkeljke v evropskem prostoru, se pravi, Evropa je živela s slinavko in parkeljko tam do 60. let in potem ko so bila cepiva že dovolj razvita, so se države Evrope odločale za sistem izkoreninjenja te bolezni z stamping out in pa s cepljenjem, tako da so konec 80. let v bistvu evropske države dosegle izkoreninjenje te bolezni in tudi 90. leta Evropska unija takrat je prepovedala cepljenje. Vendar kljub temu je še prišlo do nekaj izbruhov, tak največji izbruh, kot je že bilo povedano, je bil v Angliji. Istočasno, ko je bil izbruh v Angliji, sta bila 2 izbruha evidentirana tudi v Franciji zaradi izvoza živali v Francijo in na Nizozemsko, vendar Francozi in Nizozemci niso takrat 100% upoštevali takratne zakonodaje in so kljub temu povakcinirali živali okrog žarišč in dejansko uspeli zadržati bolezen v ozkem obsegu. Tako da, kar se tiče slinavke, zadnja leta Evropa je sicer ogrožena, vendar izbruhov ni bilo nekih hujših. Leta 2011, kot je bilo rečeno, v Bolgariji in pa letos Nemčija in pa Madžarska. Tako da, zakaj toliko strahu pred to slinavko in parkeljko, če nekatere države s to boleznijo živijo? Res je, da živijo afriške države s to boleznijo, vendar krava v Afriki ima 3 litre mleka, pri nas jih ima pa 30 in visoke tehnologije, visoke proizvodne si nikakor se slinavko in parkeljko ne moremo zamišljati. To bi bilo vse z moje strani. Ja. Hvala, Peter. Zdaj bo pa povedala še kolegica Breda Hrvatin z uprave nekaj o biovarnostnih ukrepih, da se spomnimo tudi na to, ki so pa mogoče bi mogli takoj na začetku že predstaviti, ampak saj ves čas govorimo o tem, tako da izvoli, Breda. Koliko ste pa dobili superga? 20 minut.
Mikrofon. Ja, lep pozdrav. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Nekaj smo imeli tehničnih težav, pa smo vse rešili, tako kot vedno. Ja, o biovarnosti. Kot smo rekli, ta biovarnost nas pravzaprav zasleduje skozi pri vsakodnevnem delu, pri vseh aktivnosti, ki jih izvajamo, vsi, ki se ukvarjamo kakorkoli z živalmi. Tako da je prav, da ponovimo par osnovnih stvari, ki se nanašajo na biovarnost oziroma na ukrepe biovarnosti. Torej, če ponovimo biovarnost, govorimo, da je sistem postopkov za preprečevanje oziroma zmanjševanje tveganja za vnos in omejitev širjenja bolezni med oziroma znotraj črede. Zdaj, pravzaprav najbolj si želimo in najbolj prav je, da razumemo ta stavek, ki se pravzaprav nenehoma pojavlja in ga zelo radi vedno damo na začetek, ampak če razumemo pomen tega stavka, potem je pravzaprav vse ostalo samo še razdelana situacija. Pomembno je seveda tudi, da za zdravje živali je odgovoren imetnik živali. Tu ni kaj. Vsak je za svoje stvari sam odgovoren in prav tako je tudi pri živali. Seveda, strokovni delavci, ki se kakorkoli z živalmi srečujemo, smo tudi odgovorni za zmanjševanje zdravstvenega tveganja. Slišali smo danes že, kako je s to lasinovko in kako je pravzaprav to nevarna bolezen, nevarna ne toliko zaradi same bolezni, kot zaradi velike gospodarske škode, ki jo lahko povzroča. Tako da moramo to še enkrat poudariti, ker je vsa zgodba se pravzaprav začne pri tej biovarnosti. Seveda moramo pa tudi to omeniti, da tukaj govorimo lahko tudi o slabem počutju živali oziroma o omejitvah pri dobrem počutju živali, glede na slike, ki smo si danes pogledali. Torej, preventiva pri slinavki in parkljuvki, pa ne samo pri njej, ampak če danes govorimo o slinavki in parkljuvki, so seveda te ukrepi biovarnosti, o katerih bomo še 2-3 besede rekli. Potem učinkovit sistem za zgodnje odkrivanje bolezni. Mi imamo sistem in želimo si, tako kot je bilo danes že omenjeno, in ne samo danes, na več predavanjih, vedno, kadar se pogovarjamo o boleznih, omenimo to, da je najpomembnejše, da bomo hitri, da bomo vedeli, da bomo seznanjeni in potem sam sistem v državi deluje in smo prepričani, da bomo uspešni, da bomo učinkoviti. Vsa zgodba se mora začeti pri rejcu ali pri veterinarju ali pri drugem strokovnem delavcu, ki se sreča s kliničnimi znaki. Tako da, ja, zgodnje odkrivanje bolezni je pomemben faktor pri preventivi. Potem ozaveščanje in izobraževanje, to, kar počnemo danes, pa ne samo danes, sami veste, da se pravzaprav samega izobraževanja velikokrat poslužujemo, vsaj kadar gre za kakšne nove stvari, ali pa jih je treba obnoviti, in pa seveda zelo pomembno je tudi nadzor. Zdaj, faktorji tveganja, mogoče samo, da pogledamo, kakšni faktorji so lahko vse v neki reji tveganja, da bo prišlo ali pa da bo prišlo do vnosa oziroma do širjenja, oziroma da bo to tveganje čim manjše. Zdaj, če govorimo o velikosti in načinu reje, ja, reje imamo pri nas zelo različne. To smo zdaj v zadnjem času, ko se predvsem ukvarjamo z biovarnostjo, se je še bolj izrazito pokazalo, kako različne reje imamo v Sloveniji, načine reje. Želeli bi si seveda, da so reje ograjene.
Zakaj? Zaradi možnega vstopa ljudi, nepooblaščenih, živali, prevoznih sredstev, skratka, to je želja in to bi bila neka smiseln začetek biovarnosti. Potem vrste živali naj ne bi bile pomešane med seboj. Zdaj, jaz vam govorim to, kar bi bilo prav in kar je nek, porečemo, šolski primer. Seveda velikokrat se te stvari v praksi ne izpeljejo tako. Ampak kot bomo potem videli na koncu, kaj je pravzaprav naša narava. Potem seveda odvisno je od lokacije, od območja z kakšna je gostota živali. Imamo področja, kjer je gostota živali neke vrste zelo močna, imamo področja, kjer je teh živali manj in seveda od tega je tudi odvisno, ali se bo bolezen širila in kako hitro se bo širila. Potem so tukaj obiskovalci, druge živali, lahko bi še koga drugega naštel. Skratka, gre za ljudi ali pa živali, ki pristopajo do hleve nepripravljeni. Težko govorimo pri živalih, da morajo biti pripravljene, pri ljudeh pa vsekakor lahko. Kot druge živali pa omenjali smo že mačke, pse, male glodavci, ptice. Naša dolžnost je, da zagotovimo način reje tak, da je čim manjša možnost vstopa drugih živali in pa obiskovalcev, ki ne bi bili pripravljeni. To je pač naša odgovornost. Potem omenimo vozila. Živali se prevažajo, vemo, na kakšne načine, imamo izdelan sistem prevozov. Seveda je pa treba razmišljati o tem, da je treba vozila čistiti in spočivati. In pa moramo omeniti tudi, da je treba zagotoviti dobrobit živali med prevozom. To pomeni, da bo živali prišle v boljšem stanju in seveda v takem stanju so tudi manj dovzetne za okužbo in pa hitreje in lažje se prilagodijo na novo okolje. Veterinarska oskrba. Sigurno je to eden pomembnih faktorjev, da se obračamo na veterinarja, kadar ocenjujemo, da živali to potrebujejo. Seveda marsikdaj si lahko pomagamo tudi sami, ampak ko pridejo take situacije, da je žival res v stanju, ko potrebuje zdravniško pomoč, res je potrebno poklicati veterinarja. Zagotavljanje ustrezne vode za napajanje ter zagotavljanje varne hrane. Tukaj okrog te ustrezne vode smo imeli že velikokrat dileme, ampak gre se za to, da pač živali zagotovimo vodo, ki je neonesnažena z drugimi primesmi in ni potrebno, da je to zdravstveno neoporečna pitna voda, kot jo uporabljajo ljudje. Moramo pa vedeti, da čisto vsaka voda pa tudi ni primerna. Potem seveda faktorji tveganja so oprema in pa vse ostalo, kar pride z dovzetnimi živalmi v stik. To smo danes že poslušali in na to moramo biti pozorni. Virus empatloke se pravzaprav lahko prenaša tako rekoč z vsem. Zdaj opozarjamo tudi na premike živali, na promet, trgovanje, na preverjanje zdravstvenega stanja živali pred odhodom iz obrata, pred prihodom oziroma nekako preverjanje živali preden grejo na novo lokacijo oziroma ob prihodu na novo lokacijo. In pa, kadar gre za trgovanje, bi bilo prav, da opozorimo tudi na ustrezne papirje oziroma na certifikat, ki nam zagotavlja določena zagotovila za zdravstvene stanje.
Potem pomemben je seveda tudi izvoz živali. Tukaj bi izpostavili sejme, razstave, mogoče ne v taki meri. Skupni pašniki so pa pri nas kar pogosti in so seveda faktor tveganja, ki se ga moramo zavedati. Tako da, če pogledamo ena taka priporočila, kaj bi rekli imetnikom živali, kaj lahko sami postorijo, da se zaščitijo, torej redno spremljanje zdravstvenega stanja. Veliko smo bili danes v kliničnih znakih in moramo biti pozorni na prisotnost teh kliničnih znakov in seveda v primeru kakršnihkoli sprememb, vsak sum, vsako spremembo, tudi če niso še opazne take spremembe, o katerih smo se danes pogovarjali, lahko je samo povišana temperatura, pokličite veterinarja in se posvetujte. Kadar pripeljemo živali iz drugih rej, najbolj živali s preverjenim zdravstvenim stanjem. Dajte vprašati prodajalca, kakšno je stanje, kdaj so bile živali pregledane, kdaj je bil veterinar nazadnje, če ima kakšne izvide. Skratka, absolutno pa se priporoča pred vključitvijo črede v karanteno in to v smislu, da imajo živali, ki pridejo na novo lokacijo, ločen prostor, da nimajo direktnega stika z ostalimi živalmi, da se jim zagotovi postopen prehod na nov obrok, da se lahko prilagodijo mikroklimi, če je možno, da jih poskrbuje druga oseba oziroma da se zagotovi higiena osebe, ki jih poskrbuje, da se preprečuje stres živali, ki je absolutno prisoten pri menjavi lokacije in seveda, da poskrbimo za dobrobit živali, ki smo jo na novo pridobili. Upoštevajte biovarnostne ukrepe. O tem imamo veliko napisano na spletni strani, veliko smo o tem govorili, dogajajo se akcije okrog biovarnosti, tako da dajte uporabljati to zaščitno obutev in obleko in pa razkuževanje rok. Čiščenje, razkuževanje objektov, mogoče ne samo tam, kjer se zadržujejo živali, samo predvsem opreme, skladišč, vozil, postavite razkuževalne bariere in pa imejte nadzor nad tem, kdo vam hodi v reje, da ne bi to, kar smo velikokrat že omenjali, priti pogledati, kaj se tako nazdivaja in potem pridejo trije pogledati. Tega si res ne želimo in to je en zelo pomembnih faktorjev pri nadzoru bolezni. In pa seveda v primeru kupnina živali se obrnite na veterinarsko higiensko, čim prej na veterinarsko higiensko službo. In kaj bi rekli veterinarjem, glede na to, da smo danes zbrani eni in drugi, prav tako upoštevajte in izvajajte biovarnostne ukrepe. Zdaj, seveda, te biovarnostne ukrepi, eni so te, o katerih se zdaj pogovarjamo, ki naj bi bili preventivni, drugi so v primeru, če imamo sum ali potrditev bolezni. O tem se zdaj ne bomo pogovarjali, ker je to druga zgodba in upam, da jo ne bomo načenjali. Tako da v vsakem primeru pa je smiselno, da se vozilo pusti pred gospodarstvom, koliko je to mogoče, da se uporabi svojo zaščitno obleko in obutev. Nemalokrat imajo zdaj rejci tudi sami že pripravljeno obleko za veterinarja, ampak koliko tega nimajo in imejte svojo. In pa seveda sredstvo za razkuževanje in pa vrečko za odpadke, ker se nikoli ne ve, sploh zdaj v teh časih, kar nekaj, ko bi rekla, nevarnosti preživ na naših mejah, je prav, da smo pripravljeni tudi na to, da se lahko odstečamo s tem na bolezen. Seveda vsak sum je treba prijaviti na dežurno številko, mislim, da to je znana zadeva, pri nas dežurna številka še vedno obstaja, tako kot je bila. V primeru suma je pa treba
upoštevati postopke iz načrta ukrepov. Mi imamo že dolgo časa, to ni nič novega, samo opozarjamo na načrt ukrepov, ki je objavljen na spletni strani pod načrti ukrepov in simulacijske vaje za posebno nevarne bolezni živali. In tam noter samo v spomin, fiziološko poizvedbo imate noter obrazec. Noter so kontakti, noter so plakati, če bi lahko hoteli uporabiti. Noter je napisan seznam opreme za opis gospodarstva in vzorcev in pa evidence in pa tudi, če se pravi, zapisnik oziroma nek obrazec, v katerega zapisujete zapisnik o pregledu gospodarstva. Tako da res bi upozorili na ta načrt, da imamo nekako v mislih glede na situacijo, kakršna je. Zdaj pa samo še 4 zaključne misli, kar se biovarnosti tiče. Biovarnost ne pomeni vedno spreminjanja načina reje, ampak vzpostavitev preventivnih ukrepov. To ne pomeni, da moramo zdaj narediti neko hudo adaptacijo, gradbene posege in ne vem kaj, ampak gre za to, da poskušamo to, o čemer se skozi pogovarjamo, ozavestiti in ta sistem spraviti na lokacijo oziroma v sistem reje, s katero razpolagamo. Ker naložbe v biovarnost sigurno zmanjšujejo tveganje, tem pa se poveča sigurno tudi produktivnost in ekonomičnost reje. Zdaj, pomembno je zavedanje, da ima lahko pojav bolezni pri enem rejcu posledice za rejo v okolici ali celo za cele države. Vedeti moramo, da zdaj pravzaprav malo apeliramo na to odgovornost, za katero smo rekli, da je vsak odgovoren za svojo rejo, ampak nismo odgovorni samo za svojo rejo. Odgovorni smo tudi za sosedovo, pa za one v vasi, pa prisilno primerno lahko govorimo za področje cele države. Mogoče se zdaj to sliši malo patetično, ampak to je resnica. Moramo se zavedati, da to so bolezni, ki se lahko hitro prenašajo. In res ne želimo, da je biovarnost samo zapis na predavanjih, v pravilniku, ne vem, v smernicah, ampak želimo, da postane način razmišljanja in delovanja. Samo na ta način bomo lahko zagotovili zdravje in varnost naših živali in seveda se izognili vsem tistim neprijetnim posledicam, ki so lahko potem na naših poti. Tukaj je nekaj pravzaprav zelo nazornih slik, ampak slik smo danes že veliko pogledali, tako da hvala lepa. Lepo pozdravljeni še enkrat. Jaz upam, da se zdaj slišimo, pa tudi, da vidite predstavitev. Zdaj, ker pač znanja in ozaveščenosti ni nikoli dovolj, bi vam samo za konec na kratko predstavila še možnosti za nadaljevanje izobraževanja v slinavki in parkljivki, ki jih pa pripravlja mednarodna organizacija EUFMD. Ta že več desetletij deluje v okviru Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo in se tudi intenzivno ukvarja z ozaveščanjem glede slinavke in parkljivke. In ta izobraževanja so spletna, popolnoma brezplačna. Povezavo lahko najdete tudi na naši spletni strani uprave pod naslovom Slinavka in parkljivka, kjer imamo koristne povezave. Res je, da so izobraževanja v angleščini, so pa tudi slikovno zelo bogata in ponujajo kar lepe zgovorne video te vsebine. Prednost je, da se lahko izobražujete pač, kadar imate čas, ker niso časovno omejena. Na spletni strani od EUFMD se pojavljajo tudi novi aktualni tečaji. Zdaj ta osnovni, ki bi bil taki skupini namenjen, kot je danes tukaj, je tale drugi. Tukaj gre bolj za uvod v slinavko in parkljivko.
Ta uvodni splošni tečaj je prav za veterinarje praktike, za rejce, tudi študente veterine. Poteka pa v obliki 6 različnih modulov in zajemajo te moduli različne informacije o bolezni, slikovno so podprti, video vsebine so, potem poti prenosa bolezni, diagnostiko, ukrepe za obvladovanje izbruhov, pa seveda poseben modul za biovarnost. Traja približno 2 uri in pol in na koncu dobite zaključno potrdilo. V tečaj se prijavite z elektronskim naslovom svojim, kamor prejmete potem nadaljnja navodila za vpis in takole izgledajo potem moduli. Ko preberete začetni uvodni modul, pa pričnete s tečajem, tako da izberete meni in potem si izberete mentorja. 2 mentorja sta na voljo, zdaj v primeru Slovenije je to gospa na levi, ker smo še vedno država prosta bolezni. Gospod na desni pa je za tiste, ki imajo endemično slinavko in parkljivko. Malo drugačni moduli so potem. Ta gospa vas vodi, mentorica vas vodi čez celotno izobraževanje. In potem, kot rečeno, na koncu prejmete potrdilo, pogoj pa je seveda, da končate vse module in jih z 70% uspešnostjo tudi pri preizkusu znanja zaključite in oddate še eno anketo in potem prejmete in si naložite lahko svoj certifikat. Je pa res, da si lahko tudi na računalnik naložite vsa gradiva, ki so dostopna, tako da je kar uporabno, tudi če mogoče ne govorite angleško, si lahko potem gradiva naložite, jih prevedete s prevajalnikom in je tudi uporabno. Zdaj pa čisto na koncu mogoče samo še zaključna misel, da je zavedanje in znanje naša najboljša obramba in s tem jaz zaključujem teoretični del tega našega izobraževanja in predlagam, da gremo kar pogledat v klepet. Se mi zdi, da so že ena vprašanja prišla, pa nekaj tudi odgovorov, pa bomo poskušali odgovoriti še na ostalo vprašanje. Tako da predajam besedo kolegicam, ki so spremljale klepet.